rojaki in rojakinje, svetnice in svetniki Državnega sveta Republike Slovenije, predstavniki zainteresiranih javnosti in civilne družbe, zato pa tudi gledalci in gledalke pred televizijskimi zasloni. Pozdravljam vas s hrvatskim pozdravom gosti Jare, ki je hkrati tudi najstarejši znani slovenski pozdrav. Želim vam torej, ostanite mladi in zdravi, pa tudi močni. Pojasniti vam želim, zakaj nosim pokrivalo na svoji glavi. To ni izraz nekulture, marveč nasprotno. To, da kapem ne snamem pred nikomer, je znak več tisočletne slovenske kulture. Kulture svobode posameznika, sledenega posameznika in obenem zgodovinskega slovenskega prava, v vidih imenovanega Institutio Slovenica. Samo slovenski karatanski vojvod je v srednjem veku imel pravico, da ne sname svojega klobuka, znamenja svobode, niti pred cesarjem. In samo izvoljen predstavnik Slovencev je imel to pravico v tedanji Evropski uniji, v Svetem rimskem cesarstvu. In obenem je sleherni slovenski svobodnjak, plemič ali kmet, imel to isto pravico, ne sneti svojega klobuka, znamenja svobode, pred svojim vojvodom ali knezom. Slovenci smo potomci svojih prednikov, tistih Slovencev, ki so že pred 1000 in več let živeli v družbenem in političnem sistemu ljudovlade ali vladavine ljudstva. Žal, premnogi med nami tega sploh ne vedo, kajti to resnico so nam poskušali načrtno izbrisati in skriti. Toda resnice je zmaga. Naj se zato vseh vas zbudita duh iskrenega voščila, ki se vam ga zaželel na začetku, in duh svobode, ki naj vas vrneta vse nas na pravo pot medsebojnega pogovarjanja, dogovarjanja in sodelovanja. Na pot za ljudi, za družbo in za državo. Za državo, ki je od vseh nas, od ljudi, za to ljudo vlada. Za državo, ki nikakor ne pripada zgolj in samo politiku. Še manj pa samo poslanci. Ti poslanci, narekovaj, namreč več kot očitno zastopajo le sami sebe oziroma svoje politične vokre in sponzore. Nikakor pa ne svojih državljanov, svojega ljudstva, svojih rojakov, tistih, ki so jih izvolili. Zato v resnici to niso ljudski poslanci. Velika večina od 90 poslancev državnega zbora, dejansko poslanci vseh parlamentarnih strank, so se v vseh 22 letih samostojne Slovenije sposobni zediniti samo v tem, da so nam Slovencem, in pri tem z imenom Slovenci mislim na vse državljane Republike Slovenije, torej vse, ki imajo slovenski potni list, in ne samo tistih, ki so Slovenci po narodnostni pripadnosti. Torej, za vse naš Slovence so se zedinili samo pri tem, da nam odzamejo oziroma so nam odzeli nacionalno suverenost za vstopom v Evropsko unijo, NATO in Evroobmočje, in pa v tem se zedinijo, da bi nam radi odzeli možnost organiziranja državljanskih referendumov. Samo na tem polju družbe so bili poslanci, v narekovajih spet, sposobni doseči edinost med sicer različnimi parlamentarnimi strankami, in sicer po pravilu se niso sposobne sporazumeti po ničemu. Samo ko gre za delovanje, ki je neposredno nasprotno življenjskim interesom slovenskega ljudstva, so se ti poslanci sposobni zediniti v svojem enoumju. Zakaj pravzaprav tako? To je ključno vprašanje. Zato, ker se bojijo tistih, ki jih nismo izvolili v državni zbor, in zato, ker se bojijo svojih botrov iz tujine. Vseh tistih, ki hočejo iz Slovencev narediti sužnje na lastni zemlji,
Poslanci zastopajo EU, NATO in evroobmočje, mednarodni kapital in interese globalizacije. Zato jih upravičeno imenujemo zastopnike pravega sodobnega fašizma. Trojka ne more priti v Slovenijo in prevzeti oblasti, dokler imamo v naši ustavi še zagotovljeno in operativno izvedljivo temeljno pravico ljudstva do referenduma. Jasno je namreč, da bi na referendumih padli vsi predlogi, ki bi hotela Slovence vsiliti ta famozna trojka. Trojka, ki ima slovensko ime, a so njeni nameni povsem protislovenski. Ker so leta 2011 padli vsi referendumi, je parlamentarna politika od botrov iz tujine dobila nalogo, da spremeni Ustavo Republike Slovenije. Naš boj za referendum in za ljudovlado je torej jasen boj proti fašizmu. 50 poslancev, na čelu s Katarino Kočevar, se je lotilo izdajalskega početja in sprožilo zakonodajni postopek za spremembo 90. člena Ustave. Predstavniki več skupin in organizacij civilne družbe smo temu že od vsega začetka nasprotovali. Vlagali smo konkretne predloge na Ustavno komisijo, ta pa je vse to ignorirala. Poskušali smo priti do besede tudi na seje Ustavne komisije, a nam tedanji predsednik Državnega zbora in Ustavne komisije, ki je bil prej tukaj, sedaj pa je pobegnil, dr. Gregor Virant, tega ni dovolil. Obnašal se je huje kot Julij Cezar. Zdaj pa moral poslušati, kaj mu imamo zapovedati, da ni tukaj. Obegnil je, red je stisnil med noge. To in take poslance in take predsednike Državnega zbora imamo in smo imeli v našem parlamentu. Sramota! Da bi se nas ne bil, da spodgira. Je poskusil slepilni manevr in v ta namen je v Državnem zboru organiziral javno razpravo, v kateri pa javna občila v glavnem niso poročala. Na zadnje je zaradi vseh naših pritiskov novi predsednik Državnega zbora Janko Veber prejšnji teden, 3.4.2014, Državnem zboru sklical sestanek s tistimi, ki smo na prejšnjih sejah sodelovali s tistimi predlogi. Ampak ta sestanek je hotel najprej zapreti za javnost. Ker Vardi in tudi drugi smo proti temu ostro protestirali, ter po načrtu predsednika Webra izvestili več kot 60 novinarjev in več kot 20 medijev. Ti mediji pa so v zvezi s tem sestankom na to javnost povsem dezinformirali. Na zadnje pa je žal RTV Slovenija skupaj z vodstvom Državnega zbora cenzurirala celo posnetek sestanka, katerega del pa je kljub močni in očitni cenzuri ter skrivanju vendar je objavljen na spletnem mestu www.pervardi.com, na Facebook skupini Pravka Svobode, na portalu Zamisli in morda še kje. Predsednik Državnega zbora je za 11. april sklical 52. izredno sejo, na kateri naj bi obravnavali še spremembo 140. člena Ustave, ki se nanaša na fiskalna pravila. Kot kaže, nameravajo poslanci, če bo potrebno spreminjati posamezne člene Ustave kar vsak mesec, samo da bi ugodili zahtevam trojke, Evropske unije in mednarodnega denarnega sklada. Mi, državljani, slovensko ljudstvo, pa pri tem nismo pomembni. Dovolj je tega. Ena javna razprava v Državnem zboru, en sestanek dela civilne družbe s predsednikom Državnega zbora in en posvet v Državnem svetu ne pomenijo široke javne razprave, pač pa pomenijo samo sprenevedanje politike in norčevanje iz državljanov. V svojem uvodu sem omenil zgodovinsko slovensko pravo, katerega sodi tudi svetovno znan obred ustoličevanja slovenskih vojvodov. V tem obredu je kmet ustoličevalec novega vojvoda, preden je ta stopil na knežji kamen, rahlo udaril po vratu. Zato, da bi mu dal vedeti, komu mora služiti. Namreč slovenskemu ljudstvu. Ustoličeni vojvod je bil že pred 1000 in več letih zgolj eden izmed mnogih. Eden, ki mora služiti mnogim in delati zanje, ne pa zase. Če se tega ni držal, so ga lahko tisti, ki so ga ustoličili, tudi odpoklicali, ter mu vzeli čast in odgovornost. Kaj pa danes?
Ali lahko državljani slovensko ljudstvo pokličemo poslanci? Ne. In zakaj ne? Ker so nam po samosvojitvi podstaknili tako imenovano pisateljsko ustavo, ki tega sploh ni predvidela. Napisali so nam jo v zaprtih krogih in je nikdar nismo potrdili niti sprejeli na referendumu. Kot bi bilo edino pravilno. Sedaj nam hočejo še tisto, kar edino ostalo, da bi vlade ukiniti. Torej, referendume namreč. Tudi vam, ki sedite v državnem svetu, hočejo odzeti pravico do sklica referenduma. Zato Zveza domoljubnih društev Krvarni državnim svetnikom predlaga: prvič, Državni svet Republike Slovenije naj soglasno podpre izglasovan sklep sestanka dela civilne službe s predsednikom državnega zbora, v skladu s katerim se od poslancev zahteva naj takoj zaustavijo postopek za spremembo 90. člena, enako tudi 148. člena Ustave. Drugič, kolikor bi poslanci še naprej ignorirali zahteve civilne družbe oziroma državljanov in bi sprejeli ustavna zakona, naj državni svet vloži veto na obe predlagani spremembi. Hkrati pa naj tudi pritegne vse poznavalce iz civilne družbe, pripravi argumentacije, ki bo razumljiva tako za ljudstvo, kot tudi poslancem in bo usmerjena eno samo misel. Dovolj! Dovolj je bilo grabljenja oblasti iz rok ljudstva. Dovolj je bilo poslanske samopašnosti. Dovolj je bilo prilagajanja interesu tujcev. In tretjič, današnji posvet naj predstavlja simbolični začetek široke javne razprave o novi ustavi, ki bo trajala vsaj leto dni in jo bomo napisali ter nazadnje na referendumu potrdili in za svojo sprejeli državljani Slovenije. Dejstva, o katerih sem govoril, kažejo na to, da Slovenci resnično potrebujemo novo ustavo. Ustavo, ki bo ljudstvu in ljudem dala več pravic in bo iz njih napravila aktivne državljane. To, da ne dovolimo, da ustavo ponovno sprejemajo v oskih krogih pravnikov in politikov. Saj so se oboji izkazali nesposobni in nepristojni. Obenem pa je očitno, da načrtno delajo škodo in ne v korist slovenskega ljudstva. Samo še poziv na vas, svetnike. Ustava predstavlja temelj za urejanje odnosov v družbi in kot takšna je lahko spremenjena in sprejeta samo na podlagi široke javne razprave, ki bi potekala od spodaj navzgor. Se pravi, naj se začnejo razprave in zbirajo predlogi na nivoju vaške in krajevne skupnosti, mestnih četrti in tako naprej do parlamenta. To je ena izmed možnosti. Druga je, da vzamemo postopek za zgled sprejemanja ustave na Islandiji. Tretja, da izbiramo med 3 osnutki, saj jaz vem za 3 osnutke, ki jih pripravljajo državljani novih ustav že v tem trenutku. Pomembno pa je predvsem to, da bo nova ustava predvsem ščitila vladavino ljudstva, torej ljudovlado in onemogočala anomalije, kakršne smo priča sedaj, ko poslanci počnejo, kar jih je volja in odgovarja nikomu. Krvarni pozivamo državne svetnike, stopite na stran ljudstva, katerega del dejansko ste. In poslancem državnega zbora jasno in glasno povejte to, kar že glasno govori ljudstvo, ki ga nočejo slišati. Dovolj vas imamo, ne priznavamo vaših odločitev. Takoj odstopite in odgovarjate za škodo, ki ste jo povzročili. To škodo predstavljajo na stotine mrtvih zaradi samomorov, na tisoče razpadlih družin, 100 tisoče revnih in pokradenih, ter 2 milijona ponižanih, razšaljenih in oškodovanih. Ponavljam, dovolj vas imamo. Svetniki in svetnice, stopite z nami na pravično pot obrambe naših temeljnih državljanskih svoboščin in sodelujte z nami pri oblikovanju dobre ljudske ustave za novo slovensko družbo.